Zdravo! Iz ljubljanskega studia 136. To so Vesti. Z vami sva Nina Bučuk In Jan Šiško. Najprej je stopil iz poslanske skupine SD, potem so ga obiskali policisti in mu zasegli nekaj dokumentacij in 5 računalnikov. Uganili ste, govoriva o poslancu Andreju Magajni. V četrtek pa se je zavzel še za delavce iz Kazina. Država vstopi tista, ki prevzame dolg teh delavcev in ona, ki ima seveda večjo moč in vpliv, potem izterja od dolžnikov. Država vstopi, bodi si za kreiranjem tega fonda, kjer pa ne bo samo država, veliko neposredno proračun, in pa seveda država kot tista, ki prevzame obveznosti, saj konec posredno država tudi sokriva za to stanje. Predstavniki migrantskih delavcev, ki so se samostojno organizirali v Kazinu v Bosni in Hercegovini, so v Slovenijo prišli s pomočjo nevladne organizacije Nevidni delavci sveta. Včeraj so se sestali s poslanci Frankom Jurijem Ocares, Andrejem Magajnom, nepovezanim poslancem, in Andrejo Črnak-Meglič, SD, ki so podprli njihove zahteve in se zavzeli za zakonske spremembe, ki bi omogočili poplačilo obveznosti za nazaj in preprečile kršitve v prihodnje. Govori Andrej Kurnik, aktivist nevidnih delavcev sveta, ki je sestanek s poslanci na kratko povzel, mi smo pa povzetek še pokrajšali. A to sploh možno še? Je odgovornost države, da ljudje za svoje delo niso plačani, kar mislimo, da se še posebej paradigmatsko vidi na primeru migrantskih delavcev. Zato vsi skupaj podpiramo Kontičev predlog in bomo tudi v Bosni in Hercegovini v mobilizaciji izigranih in preganih delavcev v bistvu agitirali in zahtevali, da se uvede nekaj takšnega, kot je Kontičev zakon, skratka, da se ustanovi nek fond, iz katerega se plačajo delavci. Pogovarjali smo se o tem, kako intervenirati v procese spreminjanja zakonodaje, ki se dotika zaposlovanje tujcev in dela tujcev v Republiki Sloveniji, tako da se iz te zakonodaje izbriše sramota, ki delavca priklenja na delodajalca. Skratka, osnova, jaz mislim, da je izhodišče to, da vsak delavec takoj dobi osebno delovno dovoljenje. Popolnoma nesprejemljivo je, da je delavec osebno odvisen od delodajalca, ker vidimo, kam to vodi in vidimo, na kak način je pogajalska moč delavcev v razmeru z delodajalcem s tem pravzaprav radikalno zmanjšana. Delavci, ki ustvarjajo bogastvo neke družbe, morajo imeti pravico, da participirajo pri tem bogastvu tudi v času njihove nesreče. Danes imamo celo situacijo, da bi državljan Bosne in Hercegovine lahko dobil nadomestilo za čas brezposelnosti, mora imeti osebno delovno dovoljenje, skratka minimalno 2 leti pri istem delodajalcu, na katerega je priklenjen, plus stalno bivanje. Prvi od serije referendumov bo že čez dober mesec. Referendum o zakonu o RTV Slovenija bo, kot kaže, 12. decembra. Govori Aleksander Zorn, SDS. Mislim, a nam je res treba teh referendumov? Valjda. To je demokracija, to je bistvo demokracije. Ja, če imamo preveč denarja, da jih imamo toliko na let. Predlagatelji referenduma smo zares želeli združiti več referendumov, in to bi padlo nekje v marec, zato, da bi stvar pocenili. To je bil naš namen. Ta namen je bil preglasovan. In v bistvu je bila razprava o referendumu kljub vsemu baročnemu dodatku, ki ga pač dodajo poslanci po svoji vesti, namenjena temu, da potrdimo ta datum. Ampak ta datum je bil drugače predlagan že na odboru za kulturo in tam preglasovan. V ponedeljek so predstavniki študentov na čelu s Katjo Šobo prinesli nekaj več kot 10.000 podpisov za začetek postopka zbiranja podpisov za referendum o malem delu. Čeprav je za začetek postopka potrebnih le 2500 podpisov, za zahtevo za referendum pa 40.000, in čeprav je kasneje še istega dne Državni svet sprejel veto na zakon, se je Šoba šobila. Danes bomo vložili podpise za naknadni zakonodajni referendum za zakon o malem delu. Imamo jih skupaj zbranih več kot 10.000.
Sicer pričakujemo veto, vendar če se karkoli zalomi, da bi politika, ki je igrala kakšno drugačno vlogo, smo se študenti bili pripravljeni zavarovati, da bi se, v primeru, da veta ne bo, razpisal naknadni zakonodajni referendum za zakon o malem delu. Podpise jim je pomagala zbirati tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, govori Goran Lukič. Zakon kot takšen za nas je nesprejemljiv in zaradi tega smo tudi tukaj in bomo tudi naredili vse, kar je možno, vse, kar je legitimno in legalno v naši moči, da ta zakon ne bo sprejet. Niko Toš iz Centra za raziskovanje javnega mnenja nam je predstavil rezultate oktobrskega politbarometra. Le kaj si narod misli o malem delu? Malo delo po glavnem, bi rekel, ni razumljeno v širini socialnih implikacij. V glavnem ostaja zapis iz spopada študentstva z državo okoli odprave študentskega dela in v merju, kakršni je ta zapis dominanten, je odziv na malo delo javnega mnenja v glavnem pritrdilen. Velecenjeni poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti pa je prejel vabilo obdolžencu na glavno obravnavo. In sicer kazenska zadeva je v zvezi z oddajo Piramida, v kateri sem jaz seveda cigane imenoval cigani in enostavno ostajal na tem stališču, kajti tako so me učili starši, tako piše slovenska literatura, tako se je odločil profesor dr. Bučar in tako sami sebe kličejo cigani. Se ne bom skliceval na imuniteto in nisem nikoli imel namena se sklicevati na imuniteto in razen v enem primeru, v vsej svoji parlamentarni praksi se nikoli nisem skliceval na imuniteto, no kljub temu, da nekateri novinarji po nalogu svojih urednikov ali pa političnih botrov lažejo o tem in govorijo, da sem se. Kaznujte me, gospod predsednik. Zelo si bil poreden. Zaklene vrata. Ne si bič. Takoj. Išlo je četrto Otočje O, posvečeno Bosni in Hercegovini. Polovica revije, po besedah glavnega urednika revije Mareta Cesnika, obarvana z zanimivim naborom prevodov tako profesionalne kot ljubiteljske literature iz Bosne, osrednji del, imenovan Sopotja, pa je dvojezičen. No, tu je bosanska številka. Stvar je prišla pravzaprav nekako samo od sebe in mislim, da je to zelo plemeniti ne samo nas kot ustvarjalce revije, pač pa seveda tudi bralce in nasploh kulturni prostor, tako tu, kjer revijo delamo, kot tam, kjer revija vsaj deloma tudi črpa. Meni je bilo to vedno všeč, gramofoni so mi bili dosti nekako moja že večna želja, da bi jih imel in da bi si vrtel rap plošče, ki sem jih imel veliko že odprej. In nekako sem začel čisto sam, pač malo sem pogledal kakšne videokasete. Gramofone sem si nabavil sredi 90-ih, glih takrat enkrat, no, mislim, da 95. konc leta. Izšel je prvi od 10 delov dokumentarnega filma, ki vas bo popeljal tako blizu vašim priljubljenim MC-jem, da boste lahko občutili okus čevapčičev, ki so jih jedli na Fresh Summer Jamu. Ekipa samih norcev in slow rap fans so pripravili dokumentarec v 10 delih. Vsak teden si boste lahko pogledali nov del tudi na naši spletni strani. Tukaj pa je teaser za pokušino. Zgrabo mikrofon, vantenega srd. I da bi se hvalil, koliko dobro Stanko majstor. Ko zgrabo mikrofon, vantenega srd. I da bi se hvalil, koliko dobro Stanko majstor. Ko zgrabo mikrofon, vantenega srd. I da bi se hvalil, koliko dobro Stanko majstor. Ko zgrabo mikrofon, vantenega srd. I da bi se hvalil, koliko dobro Stanko majstor. Ko zgrabo mikrofon, vantenega srd. Vantenega srd, vantenega srd. Ko zgrabo mikrofon, vantenega srd. Vantenega srd. Vantenega srd, ko zgrabo mikrofon, vantenega srd, vantenega srd, vantenega srd, ko zgrabo mikrofon, vantenega srd, vantenega srd, vantenega srd.
Včeraj se je zgodilo. In dogajalo se je v danes. Išel je tretji del trilogije. Vse dobre stvari so tri. To preklet dobro vejo, da glavni dušebrižniki zadnjih 2000 let. Zato ste prav lepo pozdravljeni v znamenju Svete Trojice. Trojice dolgometražnih albumov v slovenščini reperja Ntoka. 7 let po Cesarjevi novi podobi, 5 let po dobrodelnem koncertu ob koncu sveta in potem, ko se je temu početju že domala deklarativno odrekel, je tule Ntokov novi album Parada ljubezni. Napadli so me zombiji, od kje so prišli. Moj svet je grozljivka, nasilje in kri. Vsi, ki jih poznam, so se šla na luknjara, lahko še zbežim, ali je čas, da sploh predam. Vse do leta 10 sem užival v življenju, hodil po svetu in špilal v bendu. Nato sem na našem novoletnem koncertu spoznal, da se svet zdaj spreminja v pekel. Vsega imam dost! Ta komad bi pa rad odrepal v bistvu zaradi tega, ker končno sem najdel koga, da bi mu ga posvetil. Dajmo ga posvetiti gospodu MZ Hektorju, ko ga žal ni danes z nami. Ljudje mislijo eno, govorijo drugo, delajo tretje, svet je sred krize identitete. Leta 2010 imamo nove probleme in nove dvojne morale, naprimer ljudje, ki so pokradili največ komada od vseh ljudi, kar si jih lahko zamislimo, danes ščitijo naše avtorske pravice. Brez slovenske pesmi ni slovenske identitete, ampak jebeš tako identiteto. Because he dies, when it dies, man. When it dies, he dies. What are they going to say about him? What are they going to say? He was a kind man. He was a wise man. He had plans, he had wisdom. Bullshit, man. Am I going to be the one that's going to set him straight? Look at me wrong. S popritimi glavami, rozostim pigmentom in temačnimi arami. Slovani, ki bi radi bili nekakšni mini arici, če bi jih razmagal, bi jih najbrž dal že sam pobi. Polnice tovaž pa živijo doma prvami in naraj bi si okolmo si postavil kar kitajski zid, ko tipkaj svoje mesto v Google Earth in ti bo satelit razložil. Tukaj ni Slovenija, tukaj je prazen nič. Občutek pripadnosti razloži ga babici, rodile se njima Avstriji, odraščajo v Jugoslaviji. Pomagaj razumeti, v kateri državi živi in kaj nas sploh ostane, če odkorakajo okupatorji. Naciski in z istimi znaki kot črni panteri. Avsenik stoji na istem odru kakor Lajbahi. Mačati so že pred vsakim hipijem prestrašeni. Največji homofobi si včasih tudi nastajajo rit. En narod, en vodja, ena vera, 3 besede, varno, udobje, zasebno. In greš. In še vreme. Ne brati obtožnic od Jelinčiča in njegovih tožb. Predolgo. Raj berite otočje o Bosni in mitologiji tam. Za vaša ušesa je pa tukaj Ntoko, tretja plata. Lahko greste še na en promocijski koncert v soboto. Soboto. Mislim, jaz vam rečem, da vam ne bo žal, ne? Ker včeraj je gala pokala po šivih. Jaz moram priznati, da že zelo dolg časa nisem bila na takem kvalitetnem slovenskem koncertu, kot je bil ta včeraj. Tako da res pejte, no. Sicer CD imate dubl, ne, kot je bila sama promocija, ampak pejte, res. Se ga bo dal kupiti? Ja, to pa, tam v zadnji, nogometu. Še slikce se da gledati, le? Ne, super je. Super je to naredil. Iz ljubljanskega studia 136. To so bile vesti. Brez omogočarja. Tja. Žal. Petek se nobeno več ne da delati. Si se da snimati, lej, sam sebe snimaš.